Češ Golob, da je vse skupaj farsa, ne, jaz sem čakal samo še, da reče, da je KPK hujši kot mafija. Težko Golobu verjamem, da ta hip ne razmišlja o scenariju, ko ga bo KPK dobila s prsti v marmeladi, ne? Ker če je v času, kot si rekel, odprtja te preiskave vehementno govoril, da je KPK in njene ugotovitve ta meja, kjer lahko politik tudi potegne odgovornost in odide, ne, je zdaj popolnoma obrnil ploščo. Spremljate Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi vsi, ki si želijo delujoče pravosodje, neodvisno in zakonito imenovane predstavnike represivnih organov in kvalitetno novinarstvo. No, v vse bolj napetih mednarodnih okoljih, kjer nam kar 3 ključne zaveznice vodijo vlade, ki opravljajo tekoče posle, govorimo o ZDA, Franciji in Nemčiji, pa naši vladajoči nadaljujejo s podkopavanjem institucij. Ta teden so na udaru revizorji in protikorupcijska komisija. Ob podpori notranjega ministra na čelu policije še naprej vztraja Senad Jušić, minister Poklukar pa vneto zatrjuje, da je Slovenija varna država. Le upamo lahko, da to ni le floskula, s katero se izogiba napornim novinarskim vprašanjem. Z vami sva Peter Merše in Mirko Majer. Še preden pa v obilici dogajanja, ki ga je prinesel teden, pogledamo tudi na tuje, pa poglejmo, s čim vse smo se tedni ukvarjali pri nas. Ja, pred protikorupcijsko komisijo je v sredo pričal Robert Golob, pa nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, nekdanji direktor policije Boštjan Lindav in še nekaj uradnikov, seveda, ker je tudi v teku kazenska preiskava v tej zadevi, seveda zadevo niso mogli komentirati, tako da je lahko vsak od njih dal samo neko pavšalno izjavo, ki so si seveda zelo vsak sebi, češ Golob, da je vse skupaj farsa, jaz sem čakal samo še, da reče, da je KPK hujši kot mafija, in trdi, da je razkril vse, tako kot že v primeru ruskih vohunov, češ, da je vse farsa, Lindav in Bobnarjeva pa vztrajata pri svojih očitkih. Zanimivo je še to, da Bobnarjeva očita Golobu, da bi izgubila sicer službo ministrice oziroma da bi obdržala službo ministrice, bi morala takrat odpustiti določene ljudi v policiji. To je ta pogovor, kar Robert Golob razlaga, da je to zgolj pogovor med dvema politikoma. In ja, povemo še to, ko smo pri tem, da je Golob pred volitvami seveda napovedal, da bi v primeru, da KPK ugotovi kršitev integritete, odstopil. Po novem pa o tem niti ne razmišlja. Niti ne razmišlja, ker je KPK pristranski organ, ki ga imenuje predsednica republike, kjer je trenutno zaposlena tudi Tatjana Bobnar. Lepo si povzel, predvsem pa, kar si rekel, da smo videli same pavšalizme. Zelo priročna stvar, da karkoli se je že zgodilo, mislim, da v sredo v tisti sejni sobi na KPK, je pač tudi zaradi predkazenskega postopka pač tajno. Zato jaz temu pravim, da smo v bistvu gledali pseudo dogodek oziroma navidezen lažni nepravi dogodek, kjer je dejansko recimo Robert Golob imel samo en cilj, da pride na dvorišče, kjer je vedel, da bo pač 4-5 televizijskih kamer in izreče ključni magični stavek, to pa je zavrnil sem vse očitke. In potem po neki inerciji je ta stavek pristal prav šel sem pogledat, v 80 do 90% vseh možnih novičarskih člankov o tem dogodku. Podobno, kot je pa, se bova oba spomnila v studiu, mislim, da 24 ur zvečer pri Urošu Slaku, oktobra 2023, še z nekim dokumentom mahal in rekel, pridem tudi v Državni zbor na preiskovalno komisijo, zavrnil bom s papirji. Zdaj je december 2024, tega še vedno ni storil, tako da dejansko je vseeno, kaj reče, važno je, da se ključna beseda pobere na naslovnico. Ne samo, da tega ni storil, seveda ga njegov predsednik komisije je ocenil, da ni potrebe, da bi Golob tam pričal, ker so pač ocenili, da to enostavno ni potrebno, čeprav je Golob sam napovedal in čeprav opozicija še vedno želi in čaka, kdaj bo do tega pričanja prišlo. Razlika pa je v tem, da je pričanje pred komisijo, torej zavezano tem prisegi in je kaznivo lagati, medtem ko pač v medijih to
ni. Ne? In Golob lahko pride pred kamere in Ja. reče, vse sem zavrnil, pri čemer ne vemo, kaj je zavrnil. Seveda ne vemo. Pred komisijo pa seveda noče pričati. Ne? In se celo zgovarja, ne, da žal, da nismo slišali pričanja pred komisijo, ker bi vedeli, ker smo tako slišali samo To je Bobnarjevo fina in manipulacija, Lindava, ki jo je potem ponovil še njegov odvetnik, ne, da škoda, da Slovenija danes ni slišala vsega, ker bi si lahko ustvarila zelo zanimivo mnenje. Seveda ne vemo, kaj bi si mi lahko ustvarili ali pa ne, ampak glede komunikacije bi jaz rekel, da v bistvu Golob enako komunicira glede teh postopkov na nek način, kot tudi glede samega vsebinskega ali pa reformnega dela vlade, ki ga seveda v praksi ni, ne, kjer v bistvu ti z zelo agresivnim zatrjevanjem, da boš nekaj uredil ali pa celo, da je že urejeno, nadomestiš realno delo na neki reformi oziroma na urejanju v praksi. Ne. Zdaj, glede odvetnika, ki ga tudi omenjaš, ne, Stojana Zdolška, zelo ugleden odvetnik tudi v korporativnih krogih, zato je toliko bolj nenavadno, vsaj meni, ne, ko gledam, da je prestopil meje izjavljanja, ne, če ga je že pač predsednik vlade pooblastil, da govori o postopku, je zelo prestopil hitro mejo teh procesnih opazk, ki jih ima, ne, in začel dajati izrazito politične izjave, ki je tudi v bistvu popolno preusmeril pozornost iz KPK-ja na zborovanja SDS-a in Janeza Janše pred celjskim sodiščem. Ne. In glede na vse, kar bova tudi pokazala in bomo slišali, težko Golobu verjamem, da ta hip ne razmišlja o scenariju, ko ga bo KPK dobila s prsti v marmeladi, ne? Ker če je v času, kot si rekel, odprtja te preiskave vehementno govoril, da je KPK in njene ugotovitve ta meja, kjer lahko politik tudi potegne odgovornost in odide, ne, je zdaj popolnoma obrnil ploščo. No, preden pogledava izjavo Zdolška, ne, morda še to, ne, da pravzaprav KPK Golob ocenjuje kot pristransko, ne, ker a priori, ker češ, da jo imenuje predsednica republike, hkrati pa verjame v pravno državo in tako naprej. Ne, mislim, da je to zelo, zelo nevarna situacija. Gre pa dejansko za neko politično farso, ko na eni strani se preganja, če tako rečem, predsednika vlade, ki je želel depolitizacijo policije, ki je za časa Janševega režima dejansko postala spolitizirana. Na drugi strani Janez Janša danes organizira proteste pred celjskim sodiščem, napoveduje rušitev kompletnega slovenskega sodstva in to se mi zdi farsa. Na eni strani se ukvarjamo s tem, kaj se je predsednik vlade pogovarjal z Tatjano Bobnar, na drugi strani pa smo soočeni z tako hudim napadom na sodstvo, ki ga dejansko še nismo bili priča. Drug problem, ki ga imamo, danes ste lahko videli izjave, pomenljive izjave obeh dveh, če tako rečem, tako gospe Tatjane Bobnar kot gospoda Lindava po zaslišanju, da zdaj pričakujete, da bo neodvisni organ, oba dva sta poudarila, neodvisni organ tako odločil. Zakaj? Po mojem mnenju, to moje sklepanje, zato ker ta organ v tem trenutku ni odvisen. Zato ker je Tatjana Bobnar skupaj z gospod Roletovo, se pravi njeno PR-ovko, dobila zatočišče v uradu predsednice države, ki imenuje člane senata. In to je velika hiba tega postopka, velika senca dvoma, še posebej glede na javnosti, da sedaj že znane konflikte med predsednikom vlade in pa predsednico države. Ne, zanimivo. Poglejmo si podrobno, kaj nam je dejansko povedal Zdolšek. Ne. Torej, prva stvar, odvračanje pozornosti. Ne. Imamo tukaj Janša v Celju, izvaja prevrat v sodstvu, napad na sodstvo. To je izjava totalno taka, kot jo v parlamentu lahko med politiki poslušamo. Ne. Tako, ne, ampak tukaj imamo vrhunskega odvetnika, ne, ki torej najprej Janša Celje, Janša ruši pravosodje, ne, celo pazi, uporablja izraz Janšev režim, ne, mi besedo režim v medijih uporabljamo za nedemokratične, za neke totalitarne države, ne, mislim režim Kim Jong-una in tako naprej. Mogoče bi pa lahko bil tehnični mandatar, ki že uporablja ta politični jezik. Potem gre naprej, ne, in istočasno, ko obtožuje Janšo, da ruši pravosodje, hkrati vzbuja dvom v institucijo, kot je KPK, ne,
In potem povsem obrne, ne, češ, ja, Goloba pa preganjajo zaradi pogovora z ministrico, kot da sta se Bobnarjeva in Golob dobila ob kavi in debatirala o politiki. Ne, tukaj je bilo zelo jasno, s kakšnim namenom sta se dobila, kaj je Golob od nje zahteval, čeprav tega ne bi smel, in kaj je torej potem od Bobnarjeve bilo pričakovano. Ne. Tako da tukaj so stvari zelo jasne, bi pa še neko stvar dodal, ne, bizarno mi je to, pa ni prvič, ne, pravzaprav, da namesto politikov, ki smo jih izvolili, zato, da nam vodijo državo in nam pojasnjujejo, kako to državo vodijo. V medije zdaj hodijo njihovi odvetniki in te stvari pojasnjujejo. Ne, Zdolšek ni nikogaršnji predstavnik, ne, ni predstavnik ljudstva, ni bil izvoljen. Ne. Torej, Golob vodi vlado, naj on pojasni. Rekel bi tako, kar nacionalni šport je postal, ne, da v bistvu odvetniki uglednih, znanih, zdaj ja, so ugledni ali niso, v bistvu pustimo, ampak znanih politikov pač izpodbijajo postopke na procesnem nivoju, se pravi ne na vsebinskem, ampak na procesnem. Jaz recimo ne maram kot državljan, ne, da stvari, pa recimo tudi Patria, ne, ostajajo na način zastaranja, pač neka stvar preteklosti, brez vsebinskih odločitev. Ampak, ne, če se to očita Janezu Janši, ker mu to levi pol zelo hitro vrže, ne, nisi v bistvu bil spoznan za nedolžnega, samo stvar je zastarala, gospod Zdolšek igra na povsem isto karto. Ne. On bi rad praktično izločil vse člane senata, ne, tako ga je vsaj razumeti, in edini namen tega je zavlačevanje. Se pravi, da je postopek pravzaprav nekje zavlečen proti koncu mandata, ko to v predvolilnem boju niti ne bo več pomembno in bo neka kratka novica, kaj je na koncu sploh bilo. Ne? Pri čemer velja, da dokaj nisi spoznan za krivega, si nedolžen. Tako. Ne? To tudi treba povedati. Zdaj pa, če greva k Golobu, ne, je pa neverjetna transformacija od borca za neodvisnost vseh možnih organov, še najbolj pa teh represivnih in sodstva, ne, do tega, kar danes uporablja izraze, kot je bizarno, farsa in tako naprej. Tako da predlagam najprej, da si osvežimo spomin, kaj je govoril aprila 2022 za Svet na Kanalu A, ko je bila predvolilna kampanja na vrhuncu. Poglejmo. Bi odstopili z premierskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti? Zagotovo. Bi zahtevali, da minister v vaši vladi odstopi, če bi KPK ugotovil isto? Jaz res verjamem v pravno državo in verjamem, da takrat, ko mehanizmi nadzora ugotovijo, da je nekaj zelo narobe s politiko, da ta mora sprejeti odgovornost. Ja, zagotovo bi odstopil, ne? Zagotovo. Ne, pač 2 leti in pol kasneje se je nekaj hudo zgodilo, ne, v percepciji predsednika vlade je povsem stvar drugačna, ne, jaz bi rekel, od višine se zvrti, ne vem, je to višinska bolezen ali nekaj podobnega, ampak dejstvo je, da je njegova dikcija, ne, vedno bolj podobna tistemu, proti kateremu je rekel, da se bo proti njegovemu stilu boril v slovenski politiki, ne, ker to, kar smo potem videli na 2 lokacijah in sicer pred KPK-jem, še prej pa v enem zanimivem intervjuju, o katerem še bova, ne, je dejansko spomnilo na tisto, proti čemur se je Svoboda borila oziroma obljubila, da vstopa v politični prostor z neko novo kulturo. Poglejmo. Ne. Današnji postopek je resnično farsa. Danes se moram zagovarjati pred KPK izključno zaradi tega, ker sem se zavzemal za depolitizacijo policije. Dejstvo torej je, da policija vas je ovadila, zdaj policija je zagotovo ne zbrala dokaze za to, da je do te ovadbe prišlo. Nikogar namreč policija ne ovadi kar tako. Ta ovadba je zame bizarna, tega ne skrivam, in po svoje tudi v posmeh sami policiji. Ker če je to največji problem, ki se je policiji zgodil v zadnjih letih, potem policija dejansko nima problemov. Farsa, bizarno in posmeh. Ne? Pričemer zdaj, da že malo v bistvu na drugi fokus najne epizode preskočva. Ne? Ta druga izjava je iz Golobovega intervjuja minulo nedeljo v rubriki 24 ur Fokus na Pop TV. Rekel sem za dogajanje pred KPK-jem, da je bil psevdo dogodek, neka navidezna iluzija, temu lahko midva rečeva Fata Morgana tedna. Tukaj je šlo za psevdo intervju, torej spet ne pravi navidezni intervju. Zdaj, zakaj tako trdim, bom probal biti kratek. Prvo, kar je, so okoliščine. Za intervju jaz nisem videl nekega posebnega vsebinskega povoda, nobena prelomna ali pa velika zgodovinska odločitev te koalicije, tudi ne vem, nobenega posebnega momenta, ne vem, ali obletnica, 2., 3. obletnica vlade, nič od tega. Ne. Edino, kar se je dogajalo, pa resnično neposredno pred in po tem intervjuju, pa so neki nenavadni odboji javnega mnenja. Najprej strmo navzdol, pa potem kar dokaj agresivno navzgor.
In se mi zdi, da je na koncu izpadlo, kot da je ravno to, te manipulacije z javnim mnenjem, da so bile edini povod, da smo pač ta pogovor dejansko ugledali. No, upal bi si reči celo glede na to, da so glede na vreme in okoliščine na Bledu je bil celo posnet nekoliko naprej, tako da je morda celo bil naročen takrat, ko se je ta krivulja obrnila navzdol. Mislim pa, da še ena stvar bi se navezal. On delo policije označuje tudi kot bizarno, in če je največja težava policije, da se dva ministra pogovarjata, pri čemer ima policija trenutno hude težave. Imamo direktorja policije, ki je imenovan z nezakonitim sklepom, imamo mafijske umore, imamo razgrajanje Albancev po BTC-ju, ki potem čez policijske avtomobile mečejo albanske zastave, imamo težave z varnostjo v jugovzhodni Sloveniji in še marsikje. Policija ima težave s popolnjenostjo kadra in tukaj se dobesedno dela norca, oziroma, če smo še bolj dramatični, v tem istem intervjuju, sicer predvajanjem potem kasneje tem delu, je opozoril, da ne bi policija, to se mi zdi pa sploh kot državljano, če to drži, zelo tvegana zadeva, da iz policije odtekajo podatki o varovanih osebah. To pa poglejmo. Vprašali o tožilki, ki se je varovanju odpovedala. Verjamem, da se je počutila, da namesto, da bi bila varovana, je bila nadzorovana, informacije so pa potem odtekale, ne nazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno. To je tudi edini razlog, zakaj sem se sam odločil, da svojo varnostno službo preselim. Premier, če verjamemo Golobu, premier je že 2 leti nazaj, 2 leti in pol nazaj vedel, da se to dogaja, zato je svoje varnostnike preselil, vse ostale, spravo tožilce, ki preiskujejo Kavaški klan, ministre, predsednico republike in ostale pa pustil. Mislim, če to drži, to imamo, mislim, če je to res, kar je premier tukaj povedal, je to ena stvar, ki je skrb sama zase. Da ti vehementno kot najvišji predstavnik izvršne oblasti rečeš, postaviš to ne kot špekulacijo ali v tezo, ampak kot trditev, da je najverjetneje šlo nek zaupen podatek o tožilki v kriminalno združbo, to je škandal in če dejansko premier verjame v to, kar je izrekel tudi sam, potem bi mogel vrh policije že zdavnaj iz povsem drugih razlogov, ne samo zaradi nezakonitega sklepa o imenovanju zapustiti svoj položaj. In to je tudi hudo nevarno za vidika spoštovanja policije, ker če nam vrhovni predstavniki oblasti, najvišji predstavnik oblasti, premier, razlaga, da je policija pravzaprav dobesedno skorumpirana v tem pogledu, potem kakršnokoli avtoriteto policija sploh še ohrani. Res je. Si kar predstavljam kakšnega besnega voznika, ki ga ob čudni uri dobijo na cesti in je prej gledal to, kakšen odnos ima potem. Ampak, da se malo vrnem na samo kuliso in simboliko tega, na Blejskem otoku. Prej sem rekel pseudo intervju. Najprej po vsebini, ker ni bilo nobenega posebnega razloga za pogovor. Drugo, je kakšen poseben razlog, da je bila ta kulisa izbrana, se pravi Blejski otok oziroma grad, jaz ne vidim. Nič posebnega ni bil niti ta Blejski forum, je že davno za nami. Tako da edino, kjer pa vidim, če sem malo ciničen, povezavo simbolično, pa je, da se je Robertu Golobu, tako kot ta grad ponuja izjemne razglede na pokrajino, zvrtelo od višine. To pa ja. Tu vidim edino pravzaprav in rekel bi, da take kulise tudi niso ravno za neke zelo poglobljene polemične intervjuje, prej pa za nek videospot v resnici. Pravzaprav nek predvolilni videospot. Če je imel Janša prvi predvolilni govor pred sodiščem v Celju prejšnji teden, smo ta teden lahko pravzaprav videli prvi predvolilni videospot, ki ga je pa naredila kar glavna komercialna televizija. Dobar dan želim. Pozdravljeni, dobar dan. Kot sem napovedal, izhodišča bodo znana do konca tega leta, se pravi, treba imeti potrpljenje še par tednov in ta izhodišča bodo. In namen tega davka, to je zelo pomembno, ni, da samo obremeni tiste, ki imajo več nepremičnin, ker prva nepremičnina ne bo obdavčena. In pa vzgojitelji in vzgojiteljice so se že naveličale praznih pohval, prav je, da dobijo dostojne plače. In s plačno reformo bojo dobile prvič zares dostojne plače. Pogovarjam z različnimi zdravstvenimi delavci in motivacija in predanost, ki jo oni izkazujejo, razen mogoče 10% njih, je tako velika in neizmerna, da že zaradi njih moramo narediti ta korak. Jaz raje vidim, da se ljudje šaljivo norčujejo v tem primeru tudi iz mene, kot pa da se gremo sovražni govor. Nekateri drugi si pač na nek način mislijo,
da bi želeli imeti več, predvsem izvršilne oblasti. Ko smo nastopili mandat, sem ves čas govoril, da si namenoma zastavljamo cilje za 2 mandata. Ja, ne, če gre najprej na vsebino te Fata Morgane, ne, dobesedno Fata Morgane, ne, same seksi floskule bi lahko rekel, ne, se pravi, češ, kako ceni delo učiteljev, kako ga je nagradil z višjimi plačami, ne, kako bo gradil stanovanje, uvedel pravičen nepremičninski davek, kjer ljudem ni treba skrbeti, ne, najbolj perverzna se mi zdi je bila tista v zdravstvu, ne, ko spomnimo, ne, še vedno poteka stavka zdravnikov, zdaj bo že skoraj 1 leto, ne manjka več veliko, da bo 1 leto, ne, mislim, da je še dober mesec do tega. Ne, hkrati so pediatrom dvignili normative, hkrati pripravljajo novele zakona o zdravstveni dejavnosti, kjer bodo zdravnike močno omejili. Celotna zdravstvena stroka se postavi po robu dobesedno, čemorkoli se ta vlada loti, pa ne zato, ker bi bila to neka opoziciji lojalna stroka, ampak zato, ker je vse, česar se lotijo, pač korak nazaj v zdravstvu. In Golob si drzne reči, da tukaj to dela zaradi požrtvovalnosti zdravnikov, ki jih je itak večina in ki bodo kmalu pač pregoreli v tem sistemu. Ne. Potem se navežejo na voodoo lutko, ne, ki je bila bizarnost brez primere, pa češ, no, rajši imamo humor, ne, rajši se šalimo, kot da se žalimo, če bi parafraziral, ne, in konec koncu, ne, s tem napovedjo dveh mandatov, češ, sej itak smo računali na 2 mandata, kot da nam v prvem pravzaprav sploh ni treba nič zares narediti, vse ob tej lepi glasbi, lepi kulisi, brez nekih zahtevnih podvprašanj novinarjev. Ne? Poglej, to smo videli na Pop TV. Rad spremljam najprej glede teh 2 mandatov, rad spremljam nogomet. Ne? Tam pač igralci običajno podpišejo, recimo, ko pridejo v nov klub, tam 3-4 letne pogodbe. Pa je zdaj na napadalce, ker imajo najbolj viden učinek, ne? Ali dajejo gole ali pač ne dajejo na tekmi, ne? In zdaj, če bi napadalec, ki pride za veliko odškodnino in podpiše 3-letno pogodbo in v prvih 2 sezonah ne da nobenega zadetka, rekel, veste se, jaz sem podpisal za 3 leta, bom vse gole, ki jih mislim, da dal 3. leto, ja, pač ne gre. Ne? Tako da to je kar neki, ne? Res. Druga stvar, prvi del pogovora, na katerega si se nanašal, kjer je bilo izrazito veliko, tam, kjer se je sedelo in gledalo navzdol na jezero, ne? Tam je bilo zelo veliko teh vsebinskih vprašanj o nekih reformnih načrtih te vlade in tudi veliko potezni odgovori, ki jih je nanizal premier, ne, cel kup reform, pa je ostalo kar nekako spregledano, čisto empirično dejstvo, ne, da naslednjo jesen bomo gledali, pa bojo predčasne ali pa redne volitve že hudo predvolilno kampanjo, se pravi, tej vladi ostaja od 6 do 9 mesecev dela, če bojo zelo resno prijeli, ne, pa kakšne reforme, ne, pa praktično je konec že resnega dela te vlade, ne. In zdaj, da grem nazaj še malo na okoliščine samega intervjuja, ne? Zdaj tisti, ki smo na televiziji bili dlje časa, razberemo iz tega posnetka, ki je bil, ne vem, na koncu zmontiran na 10-15 minut, če nekaj. Ne? Če imaš ti pogovor, kjer je neka tenzija med voditeljema in politikom, kar naj bi bila, ne? Potem si težko predstavljam, ker si videl, da so vmes 3-krat zamenjali, ne? Najprej so sedeli, potem so zunaj stali na dvorišču, pa potem še na koncu na 3. lokaciji. To vzame pol dneva, tako snemanje vzame produkcijski ekipi in premierju 3-4 ure. Kateri politik bi pristal, da ga pač 2 novinarja res šraufata, da gresta v vsebino in ga izzivata z res težkimi vprašanji, ne? Zraven bi pa kot fotomodel služil za te prehode iz ene na druge lokacije. To pač preprosto ne gre skupaj, ne? In vsebinsko morda ena taka spregledana zadeva, je pa izjemno pomenljiva. A se je kdo sekiral, da v tem pogovoru ni glavne teme, o kateri se že 2 tedna pogovarjamo, in to je nezakonito imenovan oziroma pač šef policije imenovan na podlagi nezakonitega sklepa. Zakaj? Omenil si že, posneto je bilo tisti vikend, mislim, da 22. novembra, ko je snežilo. Ne? Ja, zoprna stvar. Senad Jušić se nam je zgodil v ponedeljek 25. novembra. Ne? Tako da pač... Ja, s tem se soočamo pravzaprav vsi, ki delamo v medijih in snemamo kdaj vnaprej. Ne, se še nama zgodi, da nam kakšen minister odstopi od takrat, ko zjutraj posnamemo v petek do petka popoldne, ko predvajamo. Ne. Ampak tudi zanimiva mi je ta televizija, ki se ima za resno informativno televizijo, ne, potem v resnem intervjuju s predsednikom vlade vmes snema posnetke Bleda, torej tistih venčkov, božičnega okrasja in tako naprej. Ne, pri čemer pusti
premijeju, da v kratkih floskulah naniza neke stvari, ki so ljudem všeč. Vsi bi radi slišali, da bomo imeli razumno obdavčene nepremičnine, da bo več stanovanj, da bo zdravstvo, šolstvo, vse v redu. Floskule so izpadle celo za Golobove razmere relativno koncizno, ker se je videlo, da je moral biti, ne rečem z vprašanji, no, to ne bom trdil, ampak z scenarijem samega pogovora je mogel biti pa izjemno dober vnaprej seznanjen. Mislim, če bi bila nesramna, bi lahko rekla, da morda pa so zato 3-krat zamenjali sceno, da je vmes lahko bil briferen, tega ne vemo, da nam ne bo kdo očital, ampak vendarle omenjeno naprej zadeva Jušić, torej že prejšnji teden smo se o tem pogovarjali, ko smo ravno pri policiji, ki se seveda te dni sooča z vedno večjimi pritiski. Sicer ravno ta teden smo zvedeli, da so prijeli torej tistega domnevne izvajalce umora na Ljubljanskem Brdu, pa vendarle. Poglejmo po vrsti, kaj se dogaja. Imamo direktorja policije, za katerega vlada trdi, da izpolnjuje pogoje, a jih sodišče ni moglo ugotoviti, ker je bil sklep o njegovem imenovanju tako pomanjkljiv, da tega niso mogli ugotoviti, ali res izpolnjuje. Niso pa mogli tudi, da ne izpolnjuje. Tako, ampak kot je ugledni pravnik, recimo Rajko Pirnat povedal, pri imenovanju ne gre za to, da dokazuješ, da ne obstaja dokument, ki kaže, da ne izpolnjuje, ampak moraš dokazati, da izpolnjuješ, podobno Miro Cerar, in da bi tak postopek morali razveljaviti in ponoviti, in kar je bilo enostavno res najlažje, za vlado, za politično težo. Jušić reče, v redu, dokažem, da bomo izpolnjujem, ampak da bo postopek pravilen, odstopim, bomo še enkrat naredili sklep, da bo pravilen, ampak zdaj ali jih ne izpolnjuje in je zato ogrožen. In še ena druga stvar je tukaj zanimiva, in sicer, da Jušić velja nekako za kader Damirja Črnčeca, s čimer ima Damir Črnčec potem posledično nadzor nad prav vsemi obveščevalnimi službami v državi. Kot sekretar na obrambnem ministrstvu obvladuje vojaško obveščevalno službo, potem Sovo in potem prek svojega direktorja policije še menda tisto, ki je v Sloveniji dejansko najbolj učinkovita kriminalistično. Gledali smo potem tisti ponedeljek 25. najprej generalnega direktorja policije, kako se je mučil z medijskimi nastopi, kar je do neke mere še razumljivo, ravno za nekega kariernega policista ni čisto nujno, da je pač vešč nastopanja, čeprav za generalnega direktorja bi bilo to v redu, da je. Potem pa pride notranji minister, ki ga zdaj v bistvu vsa Slovenija z opozicijo vred čaka, kako bo zdaj odreagiral, ob tem, da ima kritike tudi v koalicijskih vrstah, da mora to stvar urediti čim prej. In zdaj jaz sem res nerad grem na osebno raven in tudi ne mislim ad personam, ampak premalo bi bilo reči, da je bil njegov prvi odziv medijski katastrofalno slab, bil je res slaboumen. Zakaj? Zaradi tega, ker je šel popolno mimo vprašanja voditeljice, ki se je nanašalo ravno na to dejstvo, da obe manjši vladni stranki odrekata podporo aktualnemu šefu policije. On pa je mimo tega odgovoril, kot si že v uvodu te epizode rekel, da je Slovenija varna država. In to potem se bi bilo še vse nekako za prebaviti, če ne bi v nekaj dneh predtem videli mafijske likvidacije tam pri hotelu Mons praktično sredi ljubljanskega obroča in to albansko blokado prometa v nakupovalnem središču. Tako da poglejmo zdaj najprej ta nastop, pa potem v detajle. Eni govorijo Levica o odstopu generalnega direktorja, da bi bil moder, SD pa, da bi ga bilo vredno razpis ponoviti. Minister, boste razpis ponovili? Ja, najprej treba povedati, da je Slovenija varna država in da je ena najbolj varnih držav na svetu. To pomeni, da ima dobro policijo. Slovenska policija svoje naloge upravlja zelo dobro in seveda tudi zato je država varna. Kar se tega razpisa tiče, slovensko policijo vodi magister Senad Jušić zakonito in ta status je enak temu, ki je bil pred sodbo in tudi sodba ni tega statusa spremenila. Torej, če ne bi vodil policije Senad Jušić, bi lahko bila država manj varna? Sem razumela ta vaš uvod v tem kontekstu? Ne, Slovenija je varna država. To govorim iz naslova interpelacije, ki jo še nisem prebral, kajti ni bila še posredovana na Ministrstvu za notranje zadeve, pa to je eden glavnih očitkov. Najprej ena malenkost, sicer nepomembna za primer, ampak tudi pomenljiva in ilustrativna. Niti enkrat v tem nastopu ni uspel notranji minister Poklukar pravilno izgovoriti priimka svojega generalnega direktorja policije. Tako da Senad Jušić bi rekel, da kljub Poklukarju in Jušiću ostajamo varna država, ne pa zaradi njiju. Pravzaprav bi policija bistveno lažje delala, če ji ne bi. Zdaj,
ves čas že gledamo, kako se pravzaprav delo policije ruši. Češ, da odtekajo podatki, da imamo slabega predsednika, direktorja policije, pravzaprav vse te stvari slabšajo varnost v državi, ker rušijo avtoriteto policije. Je pa ena stvar, sej tudi taka anekdotična. Dober poznavalec razmer v teh krogih represivnih organov, pa na notranjem ministrstvu dolgoletni opazovalec te scene, mi je razložil, zakaj je Boštjan Poklukar, recimo prej si omenjal Damirja Črnčeca, zakaj služi tem ljudem kot zelo dober v bistvu operativec za umazane naloge te vlade. Ker očitno je, da ima ta vlada s premierjem ured velike tendence pač in apetite po policiji. Rekel mi je takole, veš, teh ljudi, in mislil je oba, Jušiča in Poklukarja, ne skrbi, da bodo v medijih izpadli nerodno oziroma dobesedno neumno, in ne glede na težo razmer so pač sposobni, in to je ta kakovost, pred kamero relativno odsotno, ne glede na to, kaj kdo vpraša, mehansko obračati 2 do 3 tiste izpiljene, najbolj oguljene fraze, medtem ko naj bi bili politiki, ki čutijo tisto pretirano željo po pojasnjevanju, tej vladi v bistvu nevarni. Zakaj? Ker slej ali prej rečejo tudi nekaj, kar kasneje ne morejo več potegniti nazaj, česar ne bi smeli. Je pa, mislim, da, to bi si upal napovedati, po vzoru ameriških volitev, ki sem jih uspel zadeti, da je ta zgodba še zelo odprta in negotova in nekako sam napovedujem, da na koncu bo verjetno notranji minister ostal, generalni direktor policije pa zelo verjetno odšel. Zakaj? Ker SD in Levica sta tu na zelo ostrem stališču, da bi moral pač generalni direktor policije oditi. Če bo pa Poklukar slučajno trmasto vztrajal v tem slogu, kot smo videli, potem se pa tudi na interpelaciji lahko nepredvidljivo zaplete. Ja, ne samo Levica in SD, celo menda del Svobode naj bi se tudi tukaj zavzemal. Par stvari mi še ostaje. Včasih imamo občutek, da imajo očitno v Svobodi enega PR-ovca, ki pripravlja te svoje politike za nastope, pa bi ga morda vredno zamenjati, ker vidim ta vzorec, ki smo ga opazila že pri Lenartu Žavbiju, ko stalno ponavlja še eno in isto stvar, po nedelji, ko je bil pri Tanji Gobeci, potem med tednom še pri Urošu Slakovu, ki ga je še nekoliko bolj intenzivno spraševal in on še bolj intenzivno ponavljal ene in iste floskule, Slovenija je varna država. Vse medijske izjave pripravljajo v načinu TikTok. Se pravi, imaš 7 sekund časa, da nekaj poveš, če te kdo vpraša, to samo še enkrat ponoviš. Tako. Zdaj, zanimivo mi je pa še to, v zvezi s tem se pa pozna tudi recimo ena diferenciacija v opoziciji, medtem ko recimo smo z afero Trenta oziroma sojenjem Trenta videli pravzaprav to mobilizacijo, terensko mobilizacijo SDS-a, shodi v Celju, in zdi se, da bo teh shodov še več, se na drugi strani pač pojavlja pravzaprav ta, lahko rečemo, antisistemska opozicija v SDS-u in pa sistemska opozicija, torej NSI, ki uporablja vzvode, ki jih ima kot parlamentarna stranka na razpolago. Zdaj ob pomoči nepovezanih poslancev Logarja, Kaloha in Irglove so tudi ta svoj manko do 10 poslancev nekako lažje presegli, tako da so lahko vložili interpelacijo, lažje sklicujejo zdaj izredne seje in podobne zadeve, in tudi interpelacijo zoper Poklukarja smo dobili ta teden. Dejansko, če sem malo bolj slikovit, medtem ko se SDS ukvarjala s prodajo nove knjige predsednika stranke, pa tudi s temi organizacijo zborovanj v Celju, ki napovedujejo že novo, je NSI dejansko odprla praktično vse fronte, ki jih ima opozicija ta hip uradno odprte v državnem zboru z vlado. Videli smo, to bova pokazala kmalu, nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer je šlo za finančno poseganje v neodvisnost računskega sodišča, državnega sveta in tako naprej. Na drugi strani so izjemno hitro, ravno v času, ko je SDS zborovala, odreagirali na te zgodbe s Poklukarjem, Jušičem in tako naprej. Tako da dejansko nekdo deluje preko parlamenta, drugi bolj preko ulice. Edino, kar pa je, da ne bom izpustil, je pa SDS vmes vložila interpelacijo proti finančnemu ministru Boštjančiču in ravno Boštjančič je eden od osrednjih likov kolaža, ki ga bova pogledala v nadaljevanju. Gre pa, se pravim, za neko prvo javno soočenje med predsednico računskega sodišča, ki je Boštjančič vzel skoraj 4 milijone iz planiranega proračuna za naslednje leto. Pa predlagam, zdi se, da se SDS ukovca potem, da bi bili prisotni na Komisiji za nadzor javnih financ. Jaz verjamem, da je vlada sigurno pregledala vse postavke in je ugotovila, da drugje tega denarja ni kot pri nas. Če bi nam samo rekli, da bi se uskladili, verjetno, da bi nekaj se lahko zmenili za 3 milijone 860, ne. Kaj bo naslednji korak? Ne bomo dobili sredstev za plače? Vprašaj.
me nihče ne prepriča, da tukaj ne gre za maščevanje proti določenim organom, ki jih vidite kot palico v kolesju vsak dana, ki se pač vrti v tej koaliciji in da je to, ki gre za maščevanje. Karkoli bom zdaj povedal, itak vi veste, da imate vi prav. No? Tako da, ampak, okej. Minister, vedete odgovoriti? Sem navajen že na to. Kako zagotavljate ustavno ureditev? Za začetek mislim, sploh ne vem točno, zakaj tukaj sedim. Izrazito pa sem res alergičen kot finančni minister do proračunskih porabnikov, in jih je kar nekaj, vsi manjši so taki, ki jamrajo, da sej pri njih pa 400 jurjev ni nič posebenega. Sej 17 milijard visok proračun, pa kaj boste vi zdaj za 400 pa 500 jurjev komplicirali in seveda pa se običajno vrže kakšna stvar naprej. Letiska zelo pogosto v zadnjem letu. Ne? Zdaj zaradi letiske pa v bistvu kaj nam težite pravzaprav? Gospod minister, ne? Edina stvar, ki ste jo povedali tako pošteno, po resnici, je bila ta uvodna. Ne vem, zakaj sploh tukaj sedim. A veste, da jaz tudi ne vem. Pa 75% ljudi v tej državi ocenjuje na anketah javnega mnenja, da tudi ne ve, zakaj tam sedite. Mislim, zanimivo je to, tukaj ste zelo lepo videli, zakaj potrebujemo ministra za finance z integriteto. Ker ko se minister za finance pogaja z različnimi proračunskimi porabniki, v resnici ima težavo, ker mu lahko vsakič vržejo. Ker zakaj nam jemlješ 400 000, če pa si vrgel stran 6 milijonov, 7 milijonov pri Litijski. Logično. In tak finančni minister ima hude težave, zato recimo je ključno imeti kompetentnega finančnega ministra. Je pa zanimivo, finančni minister Boštjančič je bolestno ambiciozen, omenja se ga celo kot morebitnega naslednika Roberta Goloba, če bi recimo iz nekega razloga Goloba odneslo, in to Litijsko poskuša na vsak način potlačiti tako ali drugače in nastopa vedno, tudi pred javnostjo zelo vehementno kot nek buldožer, pa če mogoče še pojasnimo za začetek za gledalce, ki morda niso spremljali prejšnje epizode. Torej, gospa Ahčin se je v začetku nanašala na dejstvo, da je Računsko sodišče v tik pred zdajci, pred obravnavo proračuna, ostalo brez, mislim, da 4 milijonov, oziroma skoraj 4 milijonov, ki so bili namenjeni za novo stavbo, kar je bilo že vse dogovorjeno. Zdi se pa, da gre za pravzaprav kaznovanje institucije, ker je bila kritična ravno v zadevi Litijske. Ko je šlo za novo stavbo nekega drugega organa oziroma ministrstva. Zdaj, praviš, nastopa kot buldožer, pri čemer pa moram reči, da je tokrat zelo redko videno izpadal nervozen. Jaz sem to sejo gledal tudi, mislim, da je bila tudi v sredo, če se ne motim, kar v živo, in ko je pač bil v bližnjem kadru, minister je tolikokrat obrnil neko tabelo, neke liste, ki jih je imel pred seboj, po mojem je mislil, da drži Jerneja Vrtovca, in če bi ga tolikokrat, kot je tisti list obrnil, držal njega, bi bil Vrtovec poln modric. Tako da minister je bil besen. Zdi se mi pa ironično, da sam ne vidi to, kar praviš, zakaj bi mu javni funkcionarji vrgli v obraz Litijsko, ker tam je bil eden od glavnih protagonistov, stavbo še vedno prerašča mah, stavba propada, nič ni v njej, in to je finančni minister, ki je hitel, da je na 31. december še dodelil 6-7 milijonov za tak projekt. Tako da kaj pa drugega naj mu rečejo vodje neodvisnih ustanov kot Litijska? In ko smo že glih pri tem, če Jerneja Vrtovca ne more daviti, pa poskuša daviti vse druge, ki pa recimo tukaj na tej aferi Litijska pravzaprav mu nastavljajo ogledalo. Že omenjeno Računsko sodišče, ta teden smo pa dobili še en primer, še morda celo bolj brutalen, revizorka, ki je na pravosodnem ministrstvu preverjala oziroma delala revizijo te Litijske, v kateri se je tudi izkazalo, da so se s prsti v marmeladi znašli tako Golob kot Boštjančič, in se je zdaj znašla oziroma dobila opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Če za hip še skočim nazaj na tisto sejo, še neka stvar se je Kijoničič za spregledati zgodila. SD je glasoval drugače kot Gibanje Svoboda, se pravi SD je skupaj z NSI-jem izglasoval sklep, naj neodvisnim institucijam zagotovijo potreben denar, medtem ko je samo poslanec Svobode glasoval proti. Tu so že vidna neka trenja tudi v koaliciji, podobno kot pri generalnem direktorju policije, Zdaj pa, da gremo na Ministrstvo za pravosodje. Skratka, Računsko sodišče, ravno to, ki mu vlada jemlje denar, je ugotovilo, da je glavni protagonist afere Litijska Klemen Boštjančič. Potem je notranja revizorka, ki zdaj grozi odpoved oziroma je dobila opomin, ugotovila, da je eden od glavnih protagonistov Klemen Boštjančič. In potem je ministrica Katič, za katero mimo grede, se to je bolj tako v šali, razumem poslance,
se govori v koalicijskih vrstah, da je naslednja, ki bi po vzoru Švarc-Pipan lahko šla iz SD v Gibanje Svoboda, ker tako vneto brani njihovega ministra, v bistvu, ne, pojasnevala, da tega opomina pred odpovedjo revizorki Suzani, mislim, da je Suzana Hecel, tako ni dala zaradi vsebine njenih ugotovitev, ampak zaradi nekih procesnih napak, ki naj bi jih naredila v korakih pri pripravi tega poročila. Ironija. Novinarje so pa usmerili na urad za nadzor proračuna pod Boštjančičem na vprašanje na to temo. Ampak ironija, ne, pri revizorki so procesne napake razlog za opomin pred odpovedjo, kaj pa procesne napake v primeru Jušić, ne, če malo skočiva nazaj, tam pa to ni problem. Ne. In potem se je zagovorila, ne, to pa je kvaliteta tega pogovora, ki ga bo tudi en delček pokazala, in priznala, da je cilj takšnih in drugačnih revizij, ker zdaj poteka še zunanja, ki bi jo sicer Heclova morala nadzirati, pa je pač dobil zunanji revizor vsa pooblastila, da pogleda tudi v zasebne komunikacije zaposlenih, ne, bolj kot za ugotavljanje dejanskega stanja ali pa iskreno željo politike, da preišče neko afero, cilj je pač, da se nekaj uradnikov, ki so jih izbrali za grešne kozne, znebijo zavedno. Pač. In to je zelo jasno povedala, če znamo to prebrati v tej izjavi. Ne. Ja. Najtežje je sedaj delati na Ministrstvu za pravosodje, ker imamo sodelavce, ki so vpleteni v to zgodbo na takšen in drugačen način, ne moremo zaposliti nekih drugih sodelavcev, vsi so še zaposleni za nedoločen čas, ne vemo, kdaj bodo v službi, kdaj bodo na dopustu, kdaj bodo na bolniški, kdo je kriv, kdo ni kriv, kdo je zakaj naredil. In verjemite, v takšnem razmerju je zelo težko delati odgovorno. Ministrstvo za pravosodje pa ima zelo, zelo odgovorne naloge, ne nazadnje nas čaka prenova sodniške zakonodaje, kazenske zakonodaje in še vse kaj drugega, pa tudi mogoče zahtevna investicija v zapor Dobrunje, ukvarjamo se pa še vedno z Litijsko. Ja, Katičeva, pa mislim, da smo dobili neko nov mim, ne? Če smo imeli pred leti tisto november, je težko je delati, ne? Imamo zdaj december oziroma zaposlene za nedoločen čas imamo, ne da se delati. Novembra in decembra se zdaj že ne da delati. Ne? Problem, ne, zaradi katerega slišim neuradno, da bi lahko tudi Katičevo doletela v kratkem interpelacija, je ta, da je zunanji reviziji omogočilo popoln pogled mimo notranjega oddelka za revizijo, ne, v osebne podatke in varovane komunikacije zaposlenih na ministrstvu, kar pa tudi ni več, ne, neka osamljena praksa v tej koaliciji, različni zaupni podatki ali pa take poslovne skrivnosti tudi preko Fursa pogosto zaključijo v različnih medijih povezani z vladno koalicijo. Tako da se pravim, dve govorici v zvezi s Katičevo, eno je, da bo kmalu prestopila stranko in drugo, da bo klicana na odgovornost pred poslance. Ne. Oziroma, če so v temi današnje oddaje, ne, očitno iz različnih koncev odtekajo informacije, ne zgolj iz policije. No, smo pa dobili končno novo ministrico, ni sicer še prisegla, je pa prestala zaslišanje, gre za Ksenijo Klampfer, ki je že bila ministrica v vladi Marjana Šarca in sicer za delo, družino in socialne zadeve, ima pa tiste prave kompetence, poglejmo, ne, ima izkušnje, tukaj ni kaj očitati, ne, ampak te izkušnje so pa med drugim tudi, torej vodenje upravne enote Maribor, kjer je zaslovela potem, da je prepovedala koncert Thompsona. Ne. Ampak to je ena boljših kompetenc, ki jih v tej vladi lahko ima. Seveda, ne, se hoče reči, da je zelo kompetentna v tej vladi. Postavljala je Ministrstvo za digitalno preobrazbo, kjer so torej z dodatki zelo uspešno razdeljevali računalnike do te mere, da je zdaj že vsem potekla garancija, pa jih je še vedno večina v skladišču, ne, in brani tudi lik in delo Roberta Goloba, ne, ko so jo povprašali o tem super računalniku, kjer je Golob vehementno razlagal, da že imamo sredstva, potem pa se je izkazalo, da smo se zgolj pridružili nekemu italijanskemu projektu v Bologni, ne, zdaj zagovarja, češ, da bomo pa se v naslednjem razpisu pa tudi samostojno prijavili, sicer pa so njene, pazi, osrednje točke programa, ne, krepitev državne informatike, centralizacija nabav, če se bo to delalo, kot se je nakupovalo 13.000 računalnikov, mislim, da bo še slabše, kot če ne bi bilo centralizirano, in pa digitalna denarnica, karkoli že to pač je. Spominja me na te piltke, ki jih dobita od PR službe pač Poklukar ali Jušić, ne? To so te vnaprej pripravljene fraze. Žalbi, ne? Ja, recimo, sicer pa mislim, da je modus operandi jasen. Ne? Na Ministrstvu za pravosodje ministrica Katič, ki je pač nasledila Švarc-Pipan, zapira neko afero po okusu Gibanja Svoboda. Na Ministrstvu za digitalizacijo pač neka nova ministrica, ki je prišla po Stojmenovi, zapira afero z računalniki, spet po okusu vladajoče stranke, ne.
Bila je drugi obraz tega ministrstva že predtem in zanimivo, ne, ko je pojasnjevala, kaj točno je predtem počela pred imenovanjem na resorju, pravi, da je skrbela za tehnično in logistično organizacijo dela na tem ministrstvu, da je resor v njegovih začetkih postal operativen. Kako zelo operativen pa je, pa vemo, ne? Ker teh 13.000 računalnikov jih je polovica še na hladnem, čeprav pravijo, da bojo zdaj dobri možje, ne? Božiček pa bojo vse razdelili do konca. Miklavž je že mimo, ne? Danes je že nosil, kar je nosil. Je pa prinesel, morda rečemo lahko temu celo do neke mere Miklavž, ne? Dobre rezultate javnomnenjskih raziskav, ki jih je pa tudi ta teden zelo dobro pojasnila Janja Božič-Marolt, ne? Tukaj gre za poudariti, ne, da zelo verjetno je pravzaprav tisto, ko se mi jezimo čez agencije, ne, pravzaprav so v resnici mediji tisti, ki naročajo te ankete in so potem te ankete predstavljene kot enakovredne, čeprav so različno izvedene in posledično dobimo zelo različne rezultate. Res je, na vprašanje Marcela Štefančiča na nacionalni televiziji, zakaj je recimo neustanovljena stranka Vladimirja Prebiliča se znašla v meritvi skupaj s strankami, ki že obstajajo, ne, pa tam je potem Vesna ostala na nekih kar visokih odstotkih, čeprav zdaj ljudje mešajo, kje je Vladimir, ne, ali je še vedno v Vesni ali ima novo stranko in tako naprej, ne, je odgovorila, da gre pač za naročilo privatnega kapitala, beri pač velike zasebne medijske hiše, ne. Izpadlo je pa seveda malo zlovešče, ne. Lahko bi marsikdo to razumel tudi kot kdo da več, ne. Se pravi, več kot je nekega zasebnega kapitala ubrizganega v raziskavo, temu bodo prilagojeni tudi rezultati, ne. In Marcel je rekel, ne, tu je dobro vztrajal nekaj časa na vprašanju, ne, je rekel, zdi se, kot da ste nekomu ustanovili novo stranko, čeprav je rekel, da še ni prepričan, ali jo bo imel, ne. Ja, drži, ne, in tukaj se potem delajo te laboratoriji javnega mnenja, ker kako je raziskava izvedena, močno vpliva tudi na njen rezultat. Izvedena je pa tako, kot seveda naročnik naroči, ne, in potem dobimo javnost, ki recimo potem spregleda take detajle, kot so spet bizarnost na bizarnost, ne. Svetlana Makarovič je dobila zdaj to svojo Prešernovo nagrado, ne, na tem bizarnem dogodku, ki kaže, lahko rečemo, res nizek nivo slovenske kulture, ne, našli so način, kako po 24 letih to, kar je ona zavrnila, ne, ona je zavrnila to nagrado, pa zdaj se zagovarjajo, češ nikoli pa ni se odpovedala, ne, in kar je še dodatno ironično, zagovarja se na Marka Ivana Rupnika, ne, ki se je sicer res pokazal kot problematičen lik, ampak, ne, ko je zavrnila, ni opozarjala na spolne zlorabe, ni opozarjala na take stvari, zavrnila jo je zgolj zato, ker jo je dobil tudi duhovnik in če bi jo dobil kakšen drug duhovnik, bi jo ravno tako zavrnila zgolj iz tega sovraštva pred RKC. Ja. Tukaj se kaže ta kulturni spopad s cerkvijo, ki ga vodi Asta Vrečko. Da, bom en kratek disclaimer oziroma pojasnilo, ne, jaz ne maram recimo, da preštevamo, ta teden se je tudi to zgodilo na eni od privatnih televizij, ne, da preštevamo recimo otroke, ali imajo pač Dedka Mraza, ali imajo Miklavža doma, sej vemo, kakšna je tradicija enega in drugega, pa vendar naj ima vsak, kar mu paše, enako tudi glede umetnikov. Ne maram, da zdaj gledamo, katera družina otrokom bere Svetlano ali pa jo ne bere, jaz osebno ne, jo cenim v delu njenega ustvarjanja, pa tudi hkrati povem, da je pa en del njenega ustvarjanja, ki je izrazito vulgaren in je nepotreben in ga zavračam, ne? Zdaj pa gremo na to vsebino, na Prešernovo nagrado, pa bi bil kratek. Zdi se mi bizaren dogodek, res bizaren, ki v bistvu kaže samo to, kako je vladajoča politika, tudi ta aktualna vlada, v veliki meri ujeta v preteklost. Govorimo o nagradi, ki je bila zavrnjena 20 let nazaj, 24 let nazaj, ne? Medtem, ko gre sta sedanjost in prihodnost mimo pač politike, ki naj bi skrbela za nek naš standard in napredek, ne? In ne samo, ne, da pač predsednik vlade in vidni predstavniki tega levega političnega pola govorijo o zaplinjanju Ljubljane po 2/3 mandata in razveljavitvi nekaterih odločitev prejšnje vlade, ne, revizionizem se dejansko v praksi dogaja, kot si rekel, za 24 let nazaj. Če pa upoštevamo še izjave najinega Žavbija ali pa poslanca Premka, pa revizionizem sega tudi 80 in več let nazaj v preteklost. In to vse v času, ko smo pravzaprav v mednarodni situaciji precej kritični situaciji, ne? Če samo strnem v 2 stavkih, kaj se je dogajalo v tem tednu, sicer
Franciji je padla vlada, ne, ki je sicer tudi v politični krizi zaradi zelo razdrobljenega parlamenta v veliki skrajnosti. Tudi se je pokazalo to, kar je nam blizu. Ne. V Franciji se je zdaj pokazalo, kaj se zgodi, če je taktičnega glasovanja na volitvah preveč. Ja, nič, dobiš oblast, ki pride in gre pač. Ne. Tako je, pričemer tudi Michel Barnier, ki je bil veliki pogajalec za Brexit, za celotno Evropsko unijo, ni uspel več kot 3 mesece držati francoske vlade v teh razmerah. Nemčija se podaja na predčasne volitve, potem ko je razpadla vlada in pada vse hujšo recesijo. V ZDA imamo zdaj nek prenos oblasti, pri čemer je Joe Biden izkoristil in pomilostil sina v za zadnjih Bidena dneh se hecajo, svojega da veliko mandata, spi, ne? Ampak v tem času tekočih poslov je neverjetno aktiven. Pošilja svoje rakete nad Rusijo, ne? Pomilostil je sina in na to temo dodam samo en stavek. Ne? Fascinantna mi je bila njegova izjava, ko je rekel, lejte, gonja je bila neopravičena proti sinu, ne, pomilostil sem ga in zdaj to, ne, paste, upam, da bo to Amerika pravilno razumela. Ja, pa kako naj pa Amerika to razume? Pač, no. Dal je bianko menico tudi Trumpu za marsikakšne sporne poteze kadrovske, ki jih ima. Povemo samo še to, ne, v Južni Koreji se je skoraj zgodil državni udar, ne, tukaj je pa res se pokazalo, da kako malo je potrebno do tega, da se lahko demokracija sprevrže v nekaj drugega. K sreči je parlament zadevo pravočasno presekal in zdaj bo verjetno predsednik tudi odpoklican. Pa vendarle, ne, v Romuniji... Ampak zanimivo je, zakaj se je v Južni Koreji zgodil cel ta cirkus. Ne, v bistvu je želel pravzaprav predsednik nekako preusmeriti pozornost od preiskave svoje žene. Ne, in veš, na kaj me to spomni? Zdaj sva govorila, ne, o veliki zgodbi, imenovanje generalnega direktorja policije Jušića, premierja imamo pred KPK-jem in v kazenskem postopku, ne, mi pa gledamo na nacionalni televiziji, danes očitno moram vse medije pokomentirati, mi pa na nacionalni televiziji gledamo to paradno pogovorno četrtkovo oddajo, ne, kjer je en teden tema dolgotrajna oskrba in morda bolj fascinantno, ne, zdaj zadnji četrtek, ne, še zaloge joda in stanje zaklonišč v luči morebitne tretje svetovne vojne. Ne, ki pa pravzaprav se spet dogaja močan ruski vpliv, ne, v vseh teh volitvah že omenjenih, ne, smo imeli še volitve v Romuniji, kjer se je tudi močno visoko nepričakovano prebil proruski kandidat v Gruziji, pa je tako in tako proruska stranka zmagala volitve in so zdaj resne napetosti, kjer pa dejansko bi lahko govorili o zaplinjanju Tbilisija in napadih na protestnike. Ne? Tako da predlagam morda Stojanu Zdolšku, da si pogleda kakšne posnetke iz Tbilisija, pa recimo primerja s tistimi iz pred 2 let v Ljubljani, da bo morda lažje razumel, kaj pomeni zaplinjanje. Dogaja se v tistem delu sveta, ne, ki ni tako daleč od nas, v bistvu Ukrajino nekako želi Putin preko svojih satelitov osamiti, ne, in jo obkrožiti s samimi svojimi nekimi izvajalci politike. V bistvu, in v teh razmerah ne imamo mi dogajanja v Sloveniji, kakršno smo analizirala celotno oddajo, pa bodi pri tem dovolj, da ne bova predolga, narediva na tem mestu piko in predava besedo našim gledalcem, da lahko še oni v komentarjih, v kakšnih odzivih, tudi na družbenih omrežjih podajo še svoje mnenje. Na TikToku in Instagramu, ne, smo zaključili nagradno igro, ki smo jo začeli med tednom. Podarili smo 2 knjigi, eden od nagrajencev se nam je že oglasil s podatki, drugo še čakamo, sicer pa tudi vabljeni, ne, na naša omrežja, na TikTok, na Instagram pod ključno besedo Zakulisno, pa na najina osebna omrežja Facebook X. Ne. Ja, kjer bomo še čez teden marsikaj sproti objavili. Znova pa se v Safariju vračamo prihodnji teden, tako da do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje. Hvala, nasvidenje.